Spoštovani prijatelji, po prvem delu naše oddaje z patrom Rozom Paličem, egzorcistom iz Trsta, ki je iz svojih izkušenj, iz svojega vernega srca nanizal veliko resnic, za nekatere tudi šokantnih dejstev, kako zlo deluje v našem svetu in v našem življenju. Nadaljujemo z drugim delom in spoštovani pater, lepo pozdravljeni. Pozdravljeni, hvala drugi lepa oddaji. na poklic. Hvala vam za prvo zelo lepo in uspešno oddajo in danes nadaljujemo na eno temo. Gremo naprej. Gremo v imenu naprej. Jezusa. Tako. Hvala. Hvala vam. Preverjeni. Rekla sva, da z odpadom od Boga oziroma odsotnost Boga mi se že izpostavimo v tem Hudemu duhovnem duhu. svetu, Ni hudemu drugega. duhu. In zdaj konkretno pa kako še, poleg odpada od Boga, recimo kako še lahko človek bolj z grehom, se pravi z grehom, ampak kako še lahko nekako pade pod vpliv hudega duha. Recimo spomnim se enega fanta, ki je poslušal samo heavy metal glasbo in je bil pod tem vplivom. Torej, pod kakšnimi pogoji zlo dobi še večjo oblast nad nami? To, kaj sem začel zdaj, sve začinjamo našim rojstvom in krstom. No? Imamo posledice že v krilu mati, no, da so veliko posledico. No? Ampak, ko se rodimo in krstimo, začnemo naše življenje. In v lastni družini, če ni očeta, ni matere in tako naprej, se dogajajo rane. Otrok sprejme rane. In na ta način postane slabši in čutljiv za delovanje utjecaju hudih duhov. No? Se odprejo lukne v naravni našega telesa, naše psihi, našega duha. In tam pride ta prah negativnih utjecaja. No? In realno vidimo, no, v odraščanju, no, otrokov, potem, da bi lahko preživel otrok, on naredi maske. No? Maske. In se zaščiti na narobni način, ampak prekrije te rane v sebi. Hudi duhovi pridejo ven. Naprimer, imamo eno sliko, tako tudi v molitvi, ne? Vedno, ko en človek zgreši, to obkroža vse ravni človeškega življenja. No? So različni grehovi, no? So različni. In potem zgreši in se odpre eno lukno v naši notranji ravni, no? V duši. No? In pride muha. Muha, se kliče muha. Ja, muha. Ja, ok. In ta muha predstavlja enega hudega duha. Mi vemo v Evangeliju, da so Jezusa obsodili, da deluje po Belzebulu, ki je gospodar muh. Gospodar muh. On je gospodar muh in mi vemo tudi v molitvi, da so nekateri duhovi gospodari, predstavniki. No, največji, potem znotraj manjši, hierarhija hudih duhov. No? Vpliv in moč. In zato tudi farizeji, pismovki so obsodili Jezusa, da deluje v imenu gospodarja. Koliko velik je Jezus bio, no, Božji sin. Ne? In tako. Ko oseba zgreši na različnimi ravni, pride ta duh, hudi duh, no, in pride znotraj. No? In potem on začne jesti, no? ker želi preživeti v človeškem življenju. In kaj mislimo, kaj jede znotraj? Jede naše darove, naše moči, naše sposobnosti, na karizme, vse, kar nam je Bog daroval, naj se lahko ustvarjamo, ne? Za glasbo, za umetnost, za delo in tako naprej. No? In začne jesti tiste darove. No? Kot bolje izjeda tiste darove, človek bolj postane slabši, ne zmore, ne želi, no, in tako začne tiste težave. No. Potem vzame zdravila in človek postane
obtežen, utrujen, nima volje, ne vidi prihodnosti in se zapre v svojemu oskemu krogu. No. In če mi želimo nekaj narediti, allora je potrebna voda, milost. No? In to je Sveti Duh, to je molitev cerkve. Ne? In pride voda in ta voda mora očistiti, oddaljiti to muho. Ampak tudi Zakaj je muho ravno? Muha, to pravi imenuje zaradi Belcebula, imenujete muho. Ja, muha, ampak muha je, tudi Sveti Frančišek Asiški, no? On je imel rada vse stvarstvo. Muhe pa nima rada? Ne. Zakaj? Tudi mrava, ne. Po eni strani tudi mrava. Mrava je imel rada zato, ker je delal. Ker je bil marljiv, no, je delal. Ampak ga ni imel rada zato, ker je skrbel za zimo. No? Ker ni imel zaupanja v previdnost Božjo. No. A muho prav ni imel rada. No? In potem, ko je en brat živel v prvi skupnosti sa Svetim Frančiškem, ker ni delal, ni sodeloval v življenju, ni vzel ta vaj-fi zajedništva, ne? Onda ga je Sveti Frančišek oddaljil. Grej proč, brate muho. Tako mu je povedal. Grej proč, brate muho. No. Muha. In zato. Ampak tudi muha ima en pomen, zato ker takoj pride, ki je... Razpada nekaj smrdi, nekaj nevredo. Ja. In če en človek naredi en greh, takoj on čuti in pride. Kot magnet. Tako je, v tem smislu. Ja. In on pride v to luknjo, no? In potem izjeda vse. No? Notranje življenje, ampak kaj se odražava na vanjsko, zunajsko življenje, na vse. No? Mi vemo in po nauku cerkve, ne, da greh prelomi zajedništvo z Bogom, z bratimi in znotraj. No? Samem seboj. Ja, nas želi oddaljiti od našega tela, duha in psihe, ne? Želi prelomiti povezavo. No? In potem, če ona muha jede in tudi kaka, in jaja, no, se razširja, bolj se razmnoži in odrašča znotraj. In potem človek postane brez moči, brez uspeha, brez volje in tako naprej. Če mi želimo se osvoboditi, začne ena vojna, ker je on znotraj, bolj se ukoreninil. Ne? In to je zdaj življenje. In takrat tiste osebe potrebujejo bolj močno delo, no, zajedništva, cerkev, in zato tudi je modrost Svete cerkve, da določijo duhovnike in priložnosti, naj se tudi naredijo tiste molitve. No. In če mi damo vodo, no, znotraj postane težava, no, ker se tako vzdrma vse, no, in mora van. Veliko ljudi se zaustavljajo, no, začnejo in potem nimajo vztrajnosti, se ne zavedajo, da morajo do konca, no, oddaljiti. No. Mora najprej ven muha, ker je ona realna, ker je greh realen. Vedno. Greh ni nekaj tako v zraku. Zmeraj nekaj konkretnega. Se pravi, moraš tiste konkretne prakso, tisti greh odstraniti. Ja. In potem, ko damo bolj vode, vztrajno, milosti, spoved, Euharistija, molitev in tako, tudi delo konkretno, pride van in potem se mora očistiti ta rana. In na koncu Božji prst, ker Sveti Duh nas dotikne. Prav v koreninu, kjer je začela ta rana, ta greh. No? In pride ven kri in voda in se izpolni ta rana. I to je pot ozdravljenja. No? To je duhovna dinamika in pot ozdravljenja. Ampak, če vidimo mi različne muhe ali hude duhove, danes veliko ljudje koristijo različne stvari. Ste spomnili muziko, glasbo. Je veliki medij. Se spomnim takrat, ko sem se pripravljal za posvečenje, sem bil v tem samostanu v Italiji, Santa Maria dello Splendore, in tam je deloval en egzorcist. Jaz niti sem mislil, da bom kasneje tudi jaz postal egzorcist, in me poklical, daj pridi, da vidiš. No? In sem sodeloval na tej molitvi.
in je bila ena žena, on je vzel najsvetejše in začela je kričati v cerkvi in je tako hudi duh kričal, boš videl naslednjo nedeljo, kaj ti bom naredil v cerkvi. No? Ona je bila žena, ampak je govoril moškemu rodu. No? In sem videl konkretno, kaj ima. Le, ko je vzel najsvetejše iz tabernaklja. Ne? In potem je takrat padre Paulino se kliče, takrat mi je govoril o enemu iz Španije, ne? Enega poznatega plesača, no, plesavca in je peval. No? Pevca tudi. Pevca. Enkrat je bilo veliko tisoč ljudje so bili navzočni, bil zelo uspešen, so njegova kolena klecala in je padel po tleh na koncertu. No? In je začela tako njegova slava upadati, ne? In je iskal pomoč in je prišel pri njemu, pri padre Paulino. In zakaj se dogaja? On je začel moliti in potem ga je upozarjal, naj lahko sliši, kdaj mu se dogaja to, da padne, no? Da ima težave, da ne zmore več pevati, ne? In igrati. In potem, ko je videl, na kateri glasbi so bili satanistična glasba. In so prepevali satanistična glasba, obrnjeni tekstovi, no, in tako naprej. Ne? In tako je prestal tudi koristiti to glasbo in je veliko krat bruhal ven, se mora osvoboditi. Glasba, televizija, internet, no, in potem tista droga, alkohol. Mi vemo, na primer, da je alkohol dvojček duhu bludnosti. No? Nečistosti. To so dva dvojčka. Se pravi, včasih otroci prve ruko ne vejo, kaj je nečistost, vi imate izraz bludnost. Ne? Ja, nečistost. Mislim, da si zamazan. Ne? Se pravi, gre za grehe na področju spolnosti, ki niso v skladu z Božjo voljo. Tako, kar ne koristijo tisto snago, osnovnemu namenu, zakaj je. Ja, za ljubezen, za življenje v družini. No? In za novo življenje. Ja. In tam se odprejo tista luknja, ko že pridejo že noni in starejši, ki majhni otroci naredijo narobne stvari in so prisiljeni naj naredijo. Ne naredijo nekaj v svobodi, ampak morajo in take zelo narobne stvari na seksualni ravni. Ne? Alkohol in nečistost, za nečistost so dva dvojčka. Kot tudi ljubosumje in duh smrti. In vedno, dokler se ne osvobodi eden, ni mogoče drugega. In gredo skupaj. Tako bo osvobojenje hitro. No? In potem obstaja hudi duh Asmodej, ki določi poročenca. Se pravi, razloči. Se pravi, da se več nista skupaj. Da razbije zakon. Ja, imamo en zgled, da je mati od njenega moža je bila ljubosumna na snaho. In na dan njune poroke je hotela naj vrže proč prstene. In niso zmogli, da to ne naredijo. No? Po sveti maži, ko so naredili poroke, no, oni so vržili proč in so dali njej na roki, njegov mati. In v tem je govorila, kako so močni. Ne. V tem momentu je ona preklela njeno zavedništvo. In to prekletstvo, duh prekletstva se zalepil in tudi Asmodej. In mi zdaj imamo velike težave, ker ona v vsaki molitvi vrže proč svoj prsten in že veliko leta je v poroki in ne zmore začeti otroka. In kriči hudi duh, ne zmoreš, no? In so velike reakcije, zdaj se počasi osvobajajo. Zanimivo je to, ne, da ko ste rekel, da ravno ti najbližji sorodniki, oče, mati, starši, imajo tudi večjo duhovno moč nad nekom. Ne, in lahko bolj škodujejo na nek način človeku. Če otroci ne odraščajo v eni resnični svobodi, ker vsak od nas ima svojo resnično svobodo in dostojanstvo. In veliko ljudi se
se tako navezujejo na narobni način, no? Starši na otroka, otroci na starše. No? In tukaj je ena konfuzija, tudi duhovna, kje se pripelje tudi hudi duhovi in naj lahko ne ustvarjajo svoje življenje. Mati, posebno, če so sinovi edini ali hčeri, naprimer, starši ne razumejo, no? In izmišljajo vse, naj lahko ta otrok ostane zmeraj z njihov. Ja. Mater je veliko krat. In to potem imajo veliko... Ali pa očetje pa hčerke včasih. Hčerke, to je to. Imamo en zgled iz Istre, pride ena, je zelo močno in ne razume, kaj se dogaja, ampak on ne želi pustiti. Te napačne navezave, mater na sinove oziroma očete na hčerke, da to kot jemljajo kot nekega partnerja. Ja, in tudi možna žena na moža, no, na narobni način, ker ne vdihajo. In potem gotovo, da otroci ne odraščajo v dostojanstvu in lepoti lastnega življenja, da naj bodo osvobojeni in pripravljeni za svoje lastno življenje, da sprejmejo svoje odloke, da pridejo ven iz svoje družine. Ena stvar je to, če malo zaokroživa, se pravi, gre odpad od Boga, potem pride drugi, veliko božji nasprotnik v življenje, potem imamo grehi, nas dajo pod ta vpliv, včasih tudi glasba, ki jo mi redno poslušamo, lahko ima, potem vrednote, ki so v svetu drugačne, pač nas da pod neki vpliv, živimo v svetu, ki je. Potem imamo te čarovnike, ki se prav s tem ukvarjajo. Mimogrede bi rad tudi našim gledalcem, pa na nek način tudi vam, da se lahko gledalci to primerijo, oziroma sami najdejo na internetu, je v Londonu, Hampstead je del Londona, in potem imaš tam, se pravi, pedofil abuse oziroma satanic abuse of Hampstead, imate na internetu in lahko vidijo recimo, kako so bile dobesedno socialne službe, policija vpletene v en slučaj. Taki, to je kar redna praksa in je zdaj to skrito, vse skupaj ni šlo nikoli ni prišlo to v javnost, kljub temu, da so prav tudi šola je pa primary, se pravi osnovna šola Christchurch Primary School, se pravi cela šola je v tem bila, potem kako so bila velika podjetja v to noter, se pravi te verige hrane v to vpletene in hočem reči tudi zdaj tole, recimo malo na novo področje. Ja, tudi oziroma boste vi odgovorili. Ja, 11. oktobra je bil, kako sem povedal, Padre Bamonte, predsednik to ravno bi šla nazaj širše področje, na svetovno področje. Ja, in je dal en zgled enega otroka in tudi oče bil veroučitelj na šoli. I on je iskao na internetu, se pozanimao in potem su starši našli smrtno glavo, no? Ispod postelje in tudi hostija, no? In su se zelo prestrašili, no, presenečili kako otrok, ampak potem su poklicali policijo in tiste uradne strukture in su vidjeli, su šli do tih, da je ena satanistična organizacija in da stoji pred tem in uradno delujejo, naj uničijo mladost, no, ljudje in ih pripeljajo pri samomoru. To je konec. Tako, in predstavljajo samomor kot najlepša stvar. Najlepša stvar, ja. In to je ta maska hudiča, da se prekrije, ker je nositelj smrti, prekletstva. In nažalost mnogi starši danas se ne zavedajo, zapustijo otroke manjšne za telefončkom ali tabletom in tako. Imajo lahko vpliv. Recimo smo imeli glasbo, zdaj sem se spomnil, Aleister Crowley je on je hotel biti antikrist
in je vplival na vso moderno glasbo, recimo tega zahodnega sveta, ukvarja se z magijo. Znana je bila recimo pesem Black Sabbath od tega, kar ga imamo zdaj, ko pravi Alistair Crowley, ne Mr. Crowley, recimo pesem, in je tudi pri Beatlesih recimo na sliki v Yellow Submarine. Tako naprej, se pravi, greva midva zdaj v to svetovno glasbeno sceno, kjer je znano tudi tisti, kateri nas zdaj gledajo, lahko to preverijo. To je bil pa Jeff Todd z 2D, ki je bil v tej skupini, kjer so te plošče in to posvetili, rekel, zlu tudi. Ne? In hočem reči zdaj to, da to na tem visokem področju, naprimer, ravno v Italiji je baje takrat, Rafaela, na primer, v Italiji, da je na Sanremu uradno sredi pesme, da je posvečena bila mati, ona je govorila Satan, Satan, in tako narobna reakcija, da so veliko ljudi govorili, da je obsedena med pesmom, tudi tisti, ki je se zahvalil Satanu. To je zdaj na Hollywoodu, zdaj se zahvalil hudiču za uspeh, ko je dobil Oskarja. Ne? Tudi tisti iz Švedske. Švedski ansambl, ki je na zmago prvo nagrado. No, oni so hoteli prav na sceno žrtvovati eno živaljo v čas hudiču, ampak to niso dovolili. Niso dovolili. Tisti hudiči, ki so zmagali pred parimi leti. Rolling Stones, na primer. Vedno so žrtvovali hudim duhom za uspeh in to je moč, ki privleči mlade, ker je tista moč duhovna negativna. No. In vedno so bili umorjeni, mladi, ker so imeli potrebo, naj pridejo bolj bliž njim. Takrat so bile smrti nekatere, Hells Angels so ubili enega in tako naprej. Ampak so bili obkroženi, zunaj scene so oni vedno žrtvovali hudim duhom. On je, se pravi, ta od Rolling Stonov, je napisal tudi pesem, ki je bila My Brother Demon, moj brat demon, in je bil tudi iniciran v eno takrat v eno prosto zidarsko ložo, v bistvu neki Down, v glavnem Mike Jagger je bil v tej smeri. Ampak recimo zanimivo, meni to bilo, sem pred leti bral, da je ravno mislim, da ta Don Amort, ki je vodil eksorciste v svetu, predhodnik sedajnega predsednika, on je mislim tudi ustanovitelj bil tega. Don Amort je dejal, da je menda v Italiji 36,000 uradnih čarovnikov in da je to ne vem koliko več kot duhovnikov katoliških. To je. In da recimo mi mislimo, da tam neko čaranje tam preko televizije in tako naprej, da samo male stvari, ampak tudi direktor Fiata, se jaz spomnim, je povedal v časopisu, da je on športni del tovarne Fiat posvetil Satanu, hudiču. In da kako mu zdaj dobro zadeve tečejo in grejo. Se pravi, tudi te veliki koncerni, še posebej mogoče, potem so direktnim vplivom in darovanjem v tem duhovnem svetu negativnemu, bi rekel, božjemu nasprotniku daruje to, in tako da mi mislimo, da so neke blazne zadeve, to, kar mi govorimo, ampak to je dejansko vpliv v sami politiki, v sami, bi rekel, moči. Na Hrvaškem imamo uradno, da so govorili, da gredo pri tem hodžam iskati pomoč, iskati luč za tiste stranke rešenje politikov. Veste, za stranke politične. Ja. Zdravnik, ki je prihajal pri meni za molitev, on je bil na specializaciji v Ameriki in potem so med seboj se pogovarjali o tej dinamiki in veliko med njimi so obiskovali tiste hodže in guruje in tako naprej. In mi je govoril, da najmočnejši je v Senegali tisti vrač, guru. In kaj, on je medium, in on se pogovarja direktno sa hudim duhom. To je realni svet. Kot je komunikacija med nami ljudmi, tako je tudi na tej duhovni ravni.
In, na primer, en človek pride k njem, ne, in želi eno informacijo. Na primer, o Sloveniji ali Hrvaški, informacijo, katera vojna, no, ali vojska, no, ima orožje. Vojska. Koliko vojska ima orožje. Vojska ima orožje. In želi to isto informacijo. Politik, no, ali vojno lice. Dobra, no. Se pravi, prav ljudje iz politike, iz vojaškega sveta grejo k njemu. In želi saznati, koliko, na primer, Slovenija ima orožje. In gre iskati. Stalo gre na internet malo pogledati. Ampak in on gre in mu govori, za 2 dneva jaz ti bom dal informacijo. In potem on komunicira sa tim demonskim svetom, recimo. In on predstavlja, in on mu daruje približne informacije, realne, no, ker tudi on pride, da ga ne pozna, no, Pa mu pa takoj pove. In mu da tako približne informacije in mu govori to. In on mu plača veliko denarja. Tisti se ne zavedajo, če on da od vojnega denarja, on pripelje k sebi hude duhove v tej državo. Ker odpre ena vrata. Ampak se mislimo, allora, guru ali ta vrač ne sprejme denar. Tisto vojno lice, vojni odgovoren, sprejme informacijo. Ampak tudi hudi duh mora sprejeti neko premijo, nagrado. In kaj mislimo, kaj on išče? Uničenje ene osebe, enega življenja. Države, vojne. Ali države. In ta vrač ima moč, ta guru ima moč ali na satanističnem obredu, ali prav govoriti, vzami to osebo. In ta oseba umre. Zgine. In to je, ker vse mora biti plačano. Vse. I tu ni zaščite. In Jezus je plačal za nas. I tu je edino Jezus zaščita kot moč življenja, njegova predragocena kri. Ker je vse izloženo, no? Ko beremo v Svetemu pismu, zunaj mene je vse ničesar. Brez mene ne morete ničesar storiti. Tudi Jezus. Ampak v Stari zavezi kaže, zunaj mene je vse ničesar. Je uprazno, no? Sveti Pavel tudi potrjuje zelo močne besede. V njem smo, se gibljemo in smo. In zato tudi Bog se razodel Mojzesu. Jaz sem, ki sem, ki bivam, ki živim. Magija, Halloween in vse je nič, je prazno. In če jaz ne sprejmem življenje, zato je tudi Jezus zapustil sebe kot kruh življenja. Mi se hranimo in smo. V meni ste, no, jaz sem trta, vi ste mladike. Če mi ne razumemo to dinamiko. Isti sok v njegu je v nas duh. To edino. Življenje. Ker je vse izloženo, prepuščeno hudim duhom. Sveti Frančišek govori, da le en hudi duh ve vsa vedenja sveta. Da je Sveti Frančišek bil takšen egzorcist. On je bil boljši od nas. To je zdaj najnovejše stvari. Ja, svetniki, no, ker so čutili in so živeli tisto svobodo v Svetemu duhu. No? In so se oddaljili od njih in tudi so osvobajali kraje. No? Tam, kjer so bili svetniki, tam je Bog blagoslavljal mesta, družine. In tako, mi vemo v Evropi, naša mesta so v središču cerkve, tam so bili svetniki, tam so se rajala mesta, ker je blagoslov. Vedno tam, kjer pride Bog. Ja, vedno se mislim o Svetemu Benediktu, in velik človek, 17 stoletij je rodoviten v svoji skupnosti. Rodovitnost, ja vedno tudi mladim govorim, če vidite eno steblo suho, eno steblo rodovitno, kar želite, rodovitno, to je pot, povezano z Bogom, sadovi. Zdaj ko sem se z mladim pogovarjal v župniji in so me vprašali za te dneve, kaj želite biti? Bruti e distruti, znači destruktivni, ali želite lepi in
plodni, rodovitni. Bruti, to je ružni. Grdi. Grdi, želite biti grdni in destruktivni, ali pa lepi. Ali lepi i kreativni. Ne? Kreativni. I tako su se zaustavljali, ne? Ker je to, ali želiš živeti, ker mi živimo danes u mentaliteti smrti, prekletstva. No, to sem hotel ravno reči, ne, da tudi če tudi menda nas ne bodo nekateri narobe razumeli, ampak dejansko ta kultura smrti, ki se zdaj politično tudi podpira, ne, in je že več čas bila, se zdaj veča, recimo, ne, naprimer demokrati v Ameriki, ki so nekako, imamo desničarje, pa imamo nekaj levičarska smer, demokrati, zdaj uveljavljajo abortus do trenutka rojstva. In dve države, Kalifornija pa ne vem katere, so to sprejele. In pa potem imamo zdaj to, se pravi, eutanazijo in podobne stvari. Se pravi, to je sigurno imam en zgled, zlo, ki potem mnogi lahko padejo v to. Primer enega človeka, ki me več mesecev poklical, ampak ja v tem času nisem mogel, ker sem imel veliko obveznosti, tako večkrat me poklical, naj pride in tako. In on je sam prišel, no, iz Zagreba v Varaždinu, ne, in je bil na nedeljski maši, po maši me videl in tako sem ga sprejel. No, in mi je govoril, no, ko je bil pri morju, na morju, ne, in je videl na kamni veliko duhovno, ampak človeške duše, ne, je veliko in tako se presenečil in bal, da je videl to duhovno realnost. On je bil na plaži. Na plaži. In je videl neko videnje. Ja, je videl tako, da z očmi je videl, no, da su bili zalepljeni za stene, no, za stene. Ja. In to je za njega bio šok i ni mogao spati, ni mogao jesti, i me večkrat zvao, no, in je čutil da su tiste duše, no, zalepljene za stene in se ne zmorejo osvoboditi. No, ste me zbomnili o abortusu, no, kaj pomeni? Mi sprejme tudi včeraj i tako vedno sprejmemo ljudje, žene, ki su naredili splav, ne, imaju velike navezanosti na te spomni, tudi na osebe, ker te osebe su navezane na mati, no, in se ne osvobodijo, ker je to greh smrti. In če imamo mi u enemu kraju, na primjer u Mariboru, ne vem, u Zagrebu, ali u Trstu, no, bolnice ki naredijo to, tam su zalepljeni tiste duše, ali ne samo duše, ampak hudi duhovi smrti. In se spomni tudi enega duhovnika na Hrvaškem, ki je tako karizmatičan, je povedal za Vukovar, no, ko je bila vojna na Hrvaškem, i on je govorio, in je res, je normalno da je Vukovar tako nastradao, je bio uničen, ker je bio mesto z najvećim številkom, no, sa splavom, abortusom. Je normalno. Mi ne vemo kad nas čaka. Čaka nas smrt, no, brez otrok, brez družin, brez prihodnosti, če nekaj naredimo tudi na tej uradni ravni, mi naprej kot kristijani, naj molimo. Zdaj je zelo močno in dobro, da so odprli za inicijativo 40 dnevi za življenje. In molijo pred bolnicami, so rešeni veliko življenja. Seveda to je to zlo tega sveta, od katerega nas Jezus rešuje. In hočem reči, da pri nas v Sloveniji pač je bila do leta praktično 2005 je vsaka druga žena imela vsaj en splav. Enako je bilo v vseh socialističnih državah, recimo v Srbiji, je bila 2:1. Se pravi, ja, enako Sovjetska zveza imela še celo več. Se pravi, glede, in da je tu, nedvomno je tu, bi rekel, veliko nedolžnih ljudi, ki potem to zlo, ki je razširjeno čez cel svet, pade v to. I zato, kar pada, je odsotnost življenja, je pride testa temna strana in objeme človeškega. Vedno govorim, da je tam... Jezus pa prihaja in rešuje. Rešuje i to je moč. Mi vemo, zato sam tudi jaz na tej poti in želim, no, ustrajati skupaj s celotnom cerkvjom, no. Stoji tudi Papa Benedikt XVI, koji je obiskao Fatimo
je govorio da ni končano sporočilo u Fatimi, no, Mati Božja je obljubila, no, bo zmagovalo moje brezmadežno srce. I to obstaja kod jedno preroštvo, ma in luči, no, Jezus, ne bojte se, ja sam z vami, ja sam zmagoval, ne. Ampak Mati Božja oznanja novi dan Božjega blagoslova, no. A ta triumf je konkretna zmaga i nobena oseba se izvlekla od tega triumfa, no. Končna beseda je Jezusa Kristusa, no. In to je življenje. In on je premagal zlo in prinesel odrešenje. I to je zmaga. I mi vidimo konkretno, no, ko molimo, no, u radne egzorcizme, da hudi duh ne zmore obstati pred lučjo, no, u imenu Jezusa Kristusa on se mora udaljiti. I vedno mi zapovedujemo, no, najlahko izbere, če želi pojti pod noge Jezusovega križa, ali u peklo. I to su dinamične stvari, no. Ne obstaja Samo lahko izbira. Ja. In veliko izbirajo pod nogami Jezusa Kristusa in potem Jezus razpolaga. Ampak so bolj močni tisti in bolj velike številke, ki gredo v pekel. In potem mi slišimo, no, za zmeraj, za uvek, ni več. In tukaj čutimo moč naše cerkve, no, da Jezus dal apostolom, škofov, nek škofi su po posvećenju prvi egzorcisti, no, in potem iz tega posvećenja darujejo, izberaju duhovnike, ki pomagaju tej službi in vidimo in čutimo, slišimo kako tisti duhovi govore zmeraj i tisti duhovi ne pridaju van na zemlju. I to je edini način da naša zemlja se prenovi in da gre naprej, ker je to novo nebo i nova zemlja, ne? Ampak u moći imena Jezusa Kristusa, u moći presvete Euharistije, no? Zelo močne su besede, no, svetega Patera Pija, no? Zemlja bi bolj obstala brez sonca kot brez Euharistije. Lepo. In to je moć, no? Eko, Euharistija je novo sonce, Jezus Kristus, ki razsvetljuje i ki zmaguje temo. I to je končna beseda. Jezus je ta, ki jest in ki stoji. Jaz sem luč, resnica in življenje. I to je vse. In tudi v teh dneh častimo, no, svetega Janeza Pavela II, no, ki je tudi kot papež moli egzorcizem, je čutil moč in potem, ko je bil izvoljen za papeža, je poklical redovnice klaustralne, no, sestre, no, ki bodo molile za njegovo službo, za cerkev, no. In enkrat ena Clarisa, moja prijateljica, je bila 4 leti tam in je molila in vemo, evo, smo priprošnjo, no. Vemo, v prvem berilu v nedelji smo slišali Mojzesa, ne, o Mojzesu, ki enkrat pride Amalek, tisti, ki je... Dviguje roke in zmaguje. Zmaguje. Pravi, sporočilo našim ljudem je, da kadar dviguje roke, molijo Bogu, zmaguje. Zmaguje. In rešujejo družino. Mojzes na vrhu hriba i on moli i ima pomočnike, no, ampak dol zmaguje ljudstvo. Če smo povezani, no, zmagujemo. I tukaj stoji prenova. Če se določi ljudstvo od cerkev, od skrivnosti, ker je Mojzes tudi podoba Jezusa Kristusa, ki daruje postavo, ker je življenje postava resnice i ljubezni, no. To moramo oznanjevati, evo ja čutim to, da človek najde to postavo, svoje korenine. Vedno Sveto pismo nam daruje, no, upodablja človeka z steblom, no. Korenine našemu življenju su vera, upanje in ljubezen. Brez korenina steblo ni mogoče obstati in živeti, prinesti sadove, no. Tako tudi mi, Jezuse, brez mene ni mogoče storiti ničesar. I to je moć cerkve in zato je tudi cerkva preganjena, ker oznanja to skrivnost. Želi pomagati vsakemu človeku, naj lahko najde svoje lastne korenine. Tudi mi kot Evropa, no, moramo
najti naše korenine krščanske. Zato tisto, kar pride sa Halloween, druge kulture, narodne kulture, ki uničuje družine, moramo odaljiti na različnimi ravnimi. Posebno družinski, zdravstva, in potem v šoli, da se lahko preuzgajajo novi naraštaj ljudstva. Če imajo ljudje probleme, če se jim zdi, da je nekaj kot neko prekletstvo nad njimi, da mogoče še imajo kakšne strahove, naj se obrnejo k Bogu. K Bogu in cerkvi. In cerkvi in sodelujejo in največkrat bodo osvobojeni. Če pa so kakšne hujše stvari, pa naj vas pokličejo. Tudi v Sloveniji imamo. Tako v Sloveniji tudi imamo, ja. Imamo Patra. Marjan je pri nas, ja. In tako, ja, seveda so v Sloveniji tudi, ampak se pravi, če pa bi bilo kaj težje, pa naj potem pokličejo prav egzorcista, ki uporablja moč cerkve, Jezusovo moč, duhovno moč. Tudi hudi duhovi, ko se pripeljejo ven, in potem oni vprašajo, a kdor si ti? Vprašaj tudi oni. Tudi en drugega sprašujete, kdo si ti, kdo si ti. Da mora povedati ime. Ja, vi ga vprašate. A on pa vas ne vpraša tudi? Tudi on. A kdor si ti? Egzorcist po službi Svete cerkve. Ni več. In mora ven. Jaz sem obični človek, ampak vidimo in prepoznamo moč Jezusa Kristusa. In je kot egzorcist, tu vidimo posebno službo, ki cerkev podeli. Ja, Jezus je ozdravljal ljudi, pa izganjal hude duhove. In oznanjeval. Se pravi, to je šlo skupaj. Ozdravljanje, izganjanje, pa oznanjevanje Božjega kraljestva, Božje ljubezni. In zdaj, če bi vi, oziroma če bi mi zdali ven izganjanje hudih duhov, pa ozdravljanje ne bi nič ostalo Svetega pisma, čisto malo bi bilo. Ja, gotovo je. Ampak vse, ja vedno vprašam, se mislite, da mi... Zdaj sem nas prekinil, zato ker mi je prišla misel. Ta služba, lahko rečemo, je premalo vključena, tak duhovni boj je premalo vključen v življenje cerkve. Nažalost je. Manjkajo, v veliko škofijah manjkajo. In tudi duhovno, recimo ljudje bi lahko bolj se naslanjali na to duhovni boj, molitev, in pa kot pravi Jezus, dal sem vam oblast, da stopate na kače sovražnikovo silo, nič vam ne bo škodovalo. To je odsotno na nek način v življenju našega kristjana, vsakodnevnega. Ja, to je. Potem mi sodelujemo tudi sa specialistom, psihiatrom, in če vidimo, da je povezana stvarno, realnost z boleznijo, oni morajo prepeljati, prinesti nam potrdilo, da ima tudi bolečino. In večkrat je povezano, in če se osvobodi, od tega tudi ozdravja. To je, kar vidim in prepoznam dinamiko, da mi smo enota, mi smo identiteta, ampak imamo različne ravni, psiha, duh in telo. Našega življenja, stvarnosti, naše osebnosti, tudi duha. Duha je. Jezus nam pove, ne živi človek le od kruha, ampak od vsake besede, ki izhaja iz Božjih ust. Če ne hranimo z Božjim besedom, z kruhom, z ljubeznijo Svetega Duha in zajedništvo, mi ne živimo. Barem veliki del našega življenja se ne hrani. Če se hranim z materialnim hranom, ne zmorem biti zadovoljen. Ja predstavim, da je tako, da imamo telo, imamo duha in psiha kot en most, ki povezuje telo in duha. In če hranimo le telo, se določi duh od našega telesa in padne na most, ki je psiha, in se psiha prelomi. In potem začinjajo težave v človeškem življenju. Mora biti vse harmonično, povezano. Pravi, področje duha je področje Boga,
Ja, je področje večnosti, področje morale, kaj se sme, kaj se ne sme. Ja, kaj je še področje duha? Tudi vedenja. Vedenja, odločitve. Ja, in volja. No. Veliko ljudje danes se ne zavedajo, da oni, tudi če ne poznajo Boga, ne poznajo cerkev, oni živijo na rezervi lastnega duha, ki so sprejeli od Boga. In zato tudi sveti Janez od križa pove, da ima trostruka, trojno prisotnost Boga v človeškem življenju. Trojna prisotnost Boga, ne samo v duhu. Ne, prvo na ravni telesa. Kar smo ustvarjeni kot Božja podoba v Jezusu Kristusu, ki je postal človek, že mi na tej ravni imamo navzočnost živega Boga. Potem imamo po svetemu krstu. Ljudje, ki so krščeni, imajo posebno navzočnost, ta okno, kako jaz predstavljam, imajo okno, imajo svoboden pristop Bogu. In na perfektni način, savršen način je, ko človek sam odloči živeti na krepostni način in potem je objet z Božjo prisotnostjo. Kaj zaključimo po tej misli svetega Janeza od križa? Da človek do konca življenja ima navzočnost Boga po telesu. In tega se ne zavedajo ljudje. Ma telo tako naprej vzame vse. Ko se določi telo od duha, potem človek se popolnoma zaveda, kje je bilo njegovo življenje. In sveti Pavel potem daruje nam resnico, bomo dobili to, kar smo zaslužili v telesu. Ker je to naš način. Naše telo je način, so vrata bivanja, potem so tudi vrata tej končnosti in plačila. Kaj naj potem dela telo? Naj gremo na fitness? Tudi, ampak ne velja preveč. No, moramo hraniti telo in duh. Ohranjati, tudi hraniti. Skrbeti za sebe. Skrbeti to. Zdravje potem lahko rečemo. Potem pride zdravje. No. Veliko bolezni ne pridejo od Boga. Tudi zaradi napačnega življenja. To. Če jaz ne spim, če se ne hranim, ne skrbim. Tempelj svetega duha, ne? To je lepota našega krščanskega življenja, da jaz spoštujem moje telo, ker je zelo lepo, vsako telo, no? In je prisotnost, mi garantira prisotnost, ker čutim, ker vidim, da je sveti duh v meni. No, potem, sveti Pavel govori, da sveti duh kriči, Aba, oče, govori Bogu. Da. I to je v svetemu duhu. Sveti duh je navzoč v meni, je živ sveti duh. No? In zato govorim, da je sveti duh bolj prisoten kot ta zrak. No? In to je luč naše vere, to je vedenje naše. Ne? In zato, če en človek pride ven iz svojega dostojanstva, iz svojega poklica, on pride v nič, v temo takrat. In hitro. Ker kot tista muha, če se naredi nekaj, pride kot en magnet in privleči na svoje življenje vsako hudobijo. No. Tudi rane naše, ki smo jih sprejeli v otroštvu, v mladenaštvu, vedno govorim, če ti ogrevaš, na primer, svoje stanovanje, in eno okno je odprto v tvojem stanovanju in ne veš, kje se nahaja. Ti ogrevaš, ampak nimaš tako veliki učinek. No, dokler ne zapreš to okno in varuješ svoje zdravje, varuješ toploto in ušparaš dosta. Te rane, ko so kot nepredelane, recimo zdaj gremo lahko malo na področje podzavesti in psihoanalize in tako naprej. Torej, vse te rane so tudi izvor lahko sovražnega delovanja. Kot odprta okna. Kdo pa je brez ran? Nobena oseba. Kako pa naj ozdravimo te rane? Jezus je bil z ranami, ne? Kako pa naj mi zdaj te rane ozdravimo? Da ne bi bile kot okna ali vrata, skozi katera potem prihaja zlo, recimo. Tako, mora se zapreti, no? Naprimer, en človek je ovisen o alkoholu. On mora zapreti ta vrata, ne želim več, ovisen od droge. Je samo odvisen od droge, zato ker ima rane, recimo, z otroštva. Kako nazaj tiste rane z otroštva zdravimo? Naprimer, če ja pridem ven in želim se sončati, ja, postanem drugač.
moje koža postane drugačija. No, če jaz pridem Jezusu, ja postanem drugačen. Drugačen. Jaz se izpolnim z milostjo. No. Če ena oseba, imamo tudi tako lepo v molitvi, naprimer, mi ne zmoremo sprejeti sebe, svoje življenje, dokler ne pridemo Jezusu. Zakaj? Ko mi pridemo Jezusu in vidimo, kako nas On gleda, iz njegovih očeh vidimo in čutimo ljubezen, mi vidimo to ljubezen in sprejmemo sebe in ljubimo sebe in začnemo v tej ljubezni. Ni drugega poti, ni druge poti, nema druge poti. Ja edino u Jezusu ja vidim kako me On ima rada in čutim da imam rad. Ja čutim to ljubezen. Iskustvo ljubezni ozdravja moje rane, se izpolnijo tiste praznine, tiste rane, ozdravim i ja začnem živeti sprejeti sebe. Priti k dobremu Jezusu. To. Da njegova ljubezen v nas deluje, takrat mi ozdravljamo tudi v teh ranah. No? In mi smo pripravljeni, tudi mi ljubimo druge in vidimo, prepoznamo lepoto življenja, ker je Bog ljubezen. Bog je izvir resnične ljubezni, Sveti Duh, ne? In to je, zato tudi mi smo trajni častilci Presvete Trojice, to je naše znamenje, Oče, ki je ustvario vse, su njegove roke, potem Sveti Duh, ki je ljubezen, Jezus Kristus je srce, je krilo u katerem se mi znova rodimo. Tudi Jezus je Nikodemu govorio, če se znova ozgor ne rodite, ne zmorete videti naprej, zelo pomembno. Ti ne zmoreš videti i prepoznati Božje kraljevstvo, a je potrebno potem roditi se od ozgora, od Svetega Duha, i jaz prepoznam Božje kraljevstvo. Ko prepoznam Božje kraljevstvo, takoj pridem. Drugič, Jezus govori, ne zmorete priti u Božje kraljevstvo. To ni le dinamika k večnemu življenju, ampak Božje kraljevstvo tu med nami. In jaz, če imam odprte oči, ja pridem u življenje, ja pridem u Božje kraljevstvo, ta Wi-Fi, I ja se čutim zavarovan, ja se čutim zaščiten. Imaš kontakt. In potem Bog mi daruje tudi ljudje, ker Jezus naredi skupnost, naredi cerkev. Ko je govorio papež Janez Pavel II, mi smo svi išli iz Presvete Trojice i mi tam gremo. Mi smo skupnost u sebi. I mi smo povabljeni u dinamiki Svetega Krsta prepoznati našega Očeta, Svetega Duha, Jezusa Kristusa, ki je človek i nas povezuje med seboj. Tam, kjer je skupnost resnična, tam ne pride hudič. In zato na tej ravni Sveti Pavel nas poučuje. U pismu Efežanom 6. poglavje, duhovni boj, duhovna vojna. I on nas uči kako... ščit, vera, Božja resnica in tako. Ampak en del našega telesa ni zaščiten. Velik del našega življenja je nezaščiten. Kaj? Hrbt. In tu je vojna. Naš hrbt. Če tvoj hrbt ni zaščiten, pride sovražnik in te uniči. Ker je hrbt ta, ki stoji, ki nas drži na nogami, da stojimo. Ker je najpomembnejše stojiti. Zato Jezus je ustali, ki stoji. I hrbt je nezaštićen. I to je skrivnost naše... Kaj je ta hrbet? Hrbet, Kaj je ta hrbet? Potreba drugega. In Sveti Pavel pozna dve različne ravni vojne. Ali dva se borijo, si ščitita hrbet in zmagujejo. Ja. Ščite hrbet enemu drugomu. To je cerkev, to je prijateljstvo, to je resnično prijateljstvo. Hrbet ščititi in zmaguje. In drugi način vojne je skupnost 10 vojakov, ki so obrnjeni s hrbtom znotraj. I tako delujejo. Da. Rimljani so imeli to taktiko. To, i zato Sveti Pavel govori. Ja. Zajedništvo cerkevi, zato Gospod obljuba Peteru. Ti si, Peter,
stena, no, skala. Skala. Ti si skala. No, in na tej skali bom naredil svojo cerkev, katera peklenskega vrata ne bo. Ne bodo premagala. Veste, cerkev i to nebo, zajedništvo, Presveta Trojica, družina Jožef, Marija, Jezus, naše družine. Hudič pride tam, kjer je človek sam. In zato ta, ki je iskal cerkev, da se izpiše iz cerkve, je čutil samoto. In je iskal hudiča kot prijatelja. In od tega momenta ga ni zapustil, dokler ni prihajal, da molimo. Zopet nazaj v skupnost. Je se vrnil v cerkev, tudi v eni skupnosti. Zato tudi naša skupnost Bog je ljubezen, ena milost darovana cerkvi. I u tej priložnosti, evo mi dopustite se zahvaliti škofijski slovenski konferenciji, da su mi dovolili uradno tudi imeti na Kureščeku duhovne vaje in srečanje, no. Najlahko naša cerkev, naše ljudstvo prepozna dinamiku, hvala Bogu, no, da je naš škof tudi Gianpaolo nas kod kolegije ustanovili. Smo 4 egzorcistov, je kolegij. In je zelo močno, tudi naš škof je naredil eno pastoralno noto. Vidio sam Satana kako pada z nebes, no. In je zelo močan dokument, ki nam je škof daroval smernice, ampak je odprto za vse, tudi ga ima na spletni strani škofije. Torej v eni škofiji ali nadškofija Trst? Nadškofija je. No, on je imate 4? Da, smo 4 egzorcisti. Ja. Je škofija Trst, ampak je škof nad škof. In delujemo uradno in to je zelo močno in zelo dobro, da smo skupaj in molimo skupaj. Ne? Ko je veliko ljudi, se določimo 2-2 in sprejmemo bolj veliko ljudi. Se pravi, vaša služba kot egzorcista je na osebni ravni, obenem, se pravi, posameznika sprejmete, ne? Ja. Obenem je pa tudi na takih seminarjih, če sem prav razumel, ali pa tudi kot timsko delo vseh egzorcistov skupaj. Kot timsko delo. Nas je škof naredil kolegi egzorcistov. Smo 4 uradni egzorcisti v škofiji. Kako sodelujete? Pridejo k meni, smo prihajali k meni in molimo skupaj. Tako sodelujemo, ja. In, ko je mogoče, molimo 2 ali 3 skupaj in tako naprej. Tudi osebno molimo, ne? Ko pride ena oseba in molimo. Ampak uradno molimo in tako smo imeli zelo težave tudi od meščanov, no? Ker ni tako enostavno. Je malo glasno, to krulje. Je glasno, to je po cel dan. No? Jaz sem tudi v ritmu moral menjati okna, vrata, vse, ne? Ker se sliši na povsod. In tako da vse. In je to... Na eni strani je zelo lepo, ker vidimo konkretno... Osvoboditev ljudi so potolaženi. Družine zelo srečne, zadovoljne, no oseba končno vdiha. Naprimer, smo večkrat slišali, že zdaj začenjam živeti moje življenje. Prej sem živel, nekdo drugi mi je govoril, naredi to. Vedno suženstvo, no? Se spomnim enega fanta. Odnos je suženstvo, ne? Hudega duha do človeka, odnos je suženstvo. In pekel v duši, osamljenost, zapuščenost, neljubezen, nesprejetost. Neljubezen. Naprimer, pride ena nona, ki ima svoje vnuke, ona se vedno čuti zamazana in ne čuti vzeti svoje vnuke v objem, v naročje, ker se boji, da nima nekateri utecaj na otroke, vnuke. In to je zelo močno. In večkrat slišimo to dinamiko, ker je to duhovna sfera. No? In to je ena pot. Kaj bi vi rekli, ker že tako gradimo to na eno, ne znamo nekako prav zaključiti, ampak kaj bi vi rekli, ko bi nekdo vam, bi rekel, kritiziral vaš pristop in bi rekel, to je samo neka psiha, to je nekaj, ne vem, kako bi on to imenoval, torej Boga tako ni, to so samo, ne vem, psihološke zadeve, to se nekdo nekaj domišlja ali kakorkoli. Kako bi vi to njemu razložili? Ker to bi bila kritika
tistih, ki pač rečejo, zdaj tu je znanost, imamo mi zdaj psihologijo, ki vemo, v kakšni krizi je psihologija, imamo psihiatrijo, vemo, v kakšni krizi je psihiatrija, sploh ne zna drugega, kot dajati kemijo, ampak kakorkoli nekdo bi to imel učitek vašemu pristopu. Kaj bi vi rekel? Po več kot 15 letih se zavedam in nikoli nisem sprejel od enega pacijenta, ki pride k psihijatrom, da je dobil potrdilo, da je ozdravil od psihične bolezni. Ja nisem do zdaj, 17 več leti delujem. Še pravi, nihče ni ozdravil uradno. No, ja ne poznam, zakaj to, ne vem, kako, gotovo to ni uničevanje službe psihijatrov, psihologov, je zelo pomembna in mi sodelujemo zelo močno. Vi niste doživel? Ja nisem, in sem vedno iskal, da ima potrdilo, da je Ne. Jaz se vprašam kot človek, ker smo mi svi obdarovani. Razmišljamo in čutimo, ampak mi po enemu letu, po 2 leti, ali bolj krajše, vidimo osvobojenje osebe, oseba se čuti dobro. Naprimer, imamo zdaj veliko osebo, ki vzamejo več zdravila po 7-8 leti in ni nobenega rezultata. In zdravniki so vedno menjali terapijo, 15-17. Druge tablete. Da, ker ni izhoda, In tudi nekateri zdravniki, ki so iskreni in govori, potrebuješ ta pomoč, tudi duhovno pomoč. Jaz kot kristjan, kot človek, vedno pridem Božji besedi. Jezus govori, da je došel, in tudi hudi duhovi v evangeliju govore, si prišel, da nas uničiš. Oni sami govorijo in ispovedujejo. Ti si došel, da nas uničiš. I Jezus govori o razbojniku, o tistem, koji uničuje. Vidio sam Satana, kako pade. Jezus govori, ali govorim da je... Aleluja. Aleluja. Ali jaz govorim, Jezus, ti si lazljivec i ne govoriš resnico, ali jaz nekaj z menoj nekaj ni u redu. Znanostjo nekaj ni u redu. Ker moramo biti na čistosti, ali sprejme Jezusa kot resnico, ker on je govorio, ja sam resnica, življenje in pot. Ali jaz tako grem povsod v moji glavi, v moji ideologiji, v znanosti in tako naprej. Jaz zdaj, kot uradni egzorcist in potem v naši crkveni tradiciji vidimo 20 let konkretno življenje svetnikov. In jaz, če želim biti v resnici, v ljubezni, ne zmorem uničiti vse svetnike, vse papeže, učiteljstvo cerkve in tako vse za moje bolezno mišljenje. Ali za nekaterega ateista, ki je protivnik, nasprotnik vere in resnice, da uničim resnico, kar dotiklem z mojim življenjem. In potem vidimo, kako se čutijo. Veste, mi vedno imamo tisto, kako se govori, čestino, tisto za smeti. V molitvi egzorcizma vedno imamo to in osebe bruhajo. Imajo potrebo bruha in mi vidimo, kar bruhajo. Čas izbruhajo kakšne stvari. Kateri predmet in tisto v hrano, nekaj, kar niso prokuhali v sebi več leta in tako naprej. Ko sem naprej govoril, da vedno oznanijo, naprimer jaja ali nekatera trava in tako naprej. In se čudijo, pa nisem jedel več leta. Da, to su konkretno. Se spomnimo Samarijanke, koja je bila rešena, jedna podoba i tako. Ampak ona pride u vasi in ima znanja da je srećala Mesijo. I oni govorijo, ti ne verujemo le zato kad nam ti, ampak mi sami vemo da je on Mesija. Osebna vera in vera skupnosti. I to je naša moć. Ja zdaj lahko vas vprašam, ma vi vidite kaj se nahaja iza vašega hrbta? Vi ne vidite? Ne. To je Jezus kar nam je oznanio. In če se jaz obrnem in vidim to kar je Jezus oznanio. Človek, ki ni razsvetljen z lučjo vere, razodetja ne sprejme skrivnost. Ja sam, ko sam bio profesor u šoli, vprašao sam otroke, vidite kako se veje na drevesu same gibljeju.
No, otroci, majke govorijo, ne, pater, ne, veter. Ne kažem, ne obstaja veter, kako govorite, da obstaja? Ne, pater, obstaja veter. Ma ko vam je povedal, da obstaja veter? Ne? Vidite tako tudi, no, Bog, no, on je duhovni, ampak ga čutimo, ko dihamo tudi veter in čutimo, da nas dotikle. Resnično, priče, no, apostoli, cerkev, su pričevali i jaz u veri sprejmem. Tudi jaz čutim da me Bog dotiknu. No? In potem vera ni nekaj da ti moraš. No? Ena ponudba rešitve. No? Jezus vedno govori, če želiš. Se spomnimo, ko je Bog osvobodio izraelsko ljudstvo no, iz suženstva po 430 leti, no? In ko su prišli Jordan, no, Bog im govori, pred vami dam prekletstvo in blagoslov. Življenje in smrt. Srečo in nesrečo. Uspeh ali neuspeh. Poraz. In Bog sam od sebe, ker je dobrota, ker je ljubezen, življenje izbiraj, no? Srečo izbiraj, blagoslov biraj. To je želja Boga. Evo, to mi verujemo. I Jezus nam je popolnoma razodel, kaj pomeni to. Vsak človek je ustvarjen u svobodi. I vidimo mi danes na pocestih, no, kaj mladi ljudi izbiraju. In je zelo teško, no, kod vidiš otroka, kod vidiš tudi, no, enkrat tudi su me povedali u Kopru, iz Kopra pride verniki, ne, in kaže, pater, su vsi oblekli, no, in tako se predstavljaju u javnosti, no, in sam takrat vidio en video da dva poročenca ispijaju kri enega od drugega. Ima en video na internetu. In su pričevali da je to njima zadovoljstvo, no, in sreća. Ma kje smo prišli, no? Da ti svoji ljubezni, no, svoje... Ampak ne toliko kot neka krvna zaveza, toliko kot neki vampir. Vampiri, konkretni, no, i oni se hvalijo, ne? Ja. Oni se hvalijo za to. Vemo kam su oni prišli, ampak mi vemo kar je Jezus naredil. Jaz vam darujem mojo kri, življenjsko kri, da od mene živite. Da ja sam vaše pitje, ja sam vaša hrana i mi vidimo in prepoznamo da je Jezus Kristus tak je življenje, potem anche prihodnost. No. In vemo obljubo, no, veste, tudi je zelo močno, no, Janez Pavel II, no, in Božje usmiljenje na posveti Faustini, no, Jezus je oznanio skrivnosti. Mi vemo kako je bila prekrita to sporočilo u preteklosti, no. In papež odpre in Jezus govori, no, govori sveti Faustini, da su časi milosti, kdor me ne bo sprejel kod usmiljenega rešitelja, bi moral sprejeti kod strogega sodnika. To je izbir. Kaj je strogi sodnik? Veste, se določi telo od duha in potem je prekletstvo, ker mi slišimo večnost, ne, po tistim slabim ljudem, ki... Veliko stvari bi se še morala pogovarjati. Zdi se mi, da smo se kar dobro ujela. Verjamem, da naši gledalci so dobili duhovno hrano tudi, kar smo oba želela. Torej, gospod Palič, se vlečem. Gospod Palič, hvala vam za vaš obisk. Veliko uspeha v vašem delu. Najlepša, mislim, da se bomo še kaj videli na naši televiziji, v dobro ljudi. In kar pogumno naprej, hudiče z Jezusovo močjo. Zelo močna televizija in hvala Bogu, jer je to luč. Ja, Bogu hvala, res. Torej, kar uspešno vi stopajte na kače in na drugo sovražnikovo silo veza z imeno. Hvala lepa vam za vašo službo, tudi kot službo egzorcista in tudi v imenu vseh teh, ki trpijo, se vam na nek način zahvaljujem v vaši službi. Bogu hvala. Hvala lepa. Hvala, nasvidenje. Dragi gledalci, hvala vam za vašo pozornost in se vidimo in slišimo. Gospod je dejal, da naj se obrnemo k Jezusu in to
resnično, vso močjo, vso ljubeznijo, kajti premalo sodelovanje z Jezusom je lahko prav tako škodljivo za nas. Bog vas blagoslovi in vse dobro. Hvala Jezus.